Oznanjanje evangelija ne smemo skrčiti na funkcionalizem, še manj na preprost sprehod. Tako se je glasil opomin papeža Frančiška med homilijo 9. septembra v kapeli doma Svete Marte. Poudaril je pomen pričevanja v življenju kristjanov in med drugim opozoril pred skušnjavo prozelitizma. Sveti oče je tako dejal, da oznanjevati evangelij ne more biti ponos, ampak, kot nas spodbuja sveti Pavel, nujnost. Toda kakšen je stil oznanjevanja evangelija? Kako sem lahko prepričan, da nisem le na sprehodu in ne delam prozelitizma, ali da nisem oznanjevanja evangelija skrčil na funkcionalizem? Papežev odgovor se je glasil: stil je postati vse vsem, stil je iti in deliti življenje z drugimi, spremljati na poti vere, omogočiti rast na poti vere. Moramo se postaviti v položaj drugega, če je bolan, se približam, drugega ne obremenim z argumenti, sem blizu, ga podpiram, mu pomagam. Evangelij se oznanja s to držo usmiljenja, postati vse vsem. Tisto, kar prinese besedo, je pričevanje. Papež Frančišek je med homilijo spomnil, da ga je v Krakovu, ko je kosil z mladimi, eden od njih vprašal, kaj bi moral reči svojemu dobremu prijatelju, ki je ateist. Sveti oče je odgovoril: glej, zadnje, kar moraš narediti, je, da karkoli rečeš. Začni delati. On bo videl, kaj delaš in te ne bo vprašal, in ko te bo vprašal, ti povej. Oznanjati evangelij je ponuditi to pričevanje. Tako živim, ker verjamem v Jezusa Kristusa in v tebi vzbudim radovednost, da vprašaš, zakaj delaš te stvari, ker verjamem v Jezusa Kristusa in Jezusa Kristusa oznanjam. In sicer ne zgolj z besedo, čeprav ga je treba oznanjati z besedo, ampak življenjem. To je oznanjevanje evangelija, je povzel sveti oče, in to je zastonjsko. Evangelij smo namreč prejeli zastonj. Milosti, zveličanja ni mogoče kupiti in tudi ne prodati. Je gratis in gratis ga moramo dati, je med homilijo v domu Svete Marte 9. septembra poudaril papež Frančišek.